Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Krajani, ki nasprotujejo odloku Vlade Republike Slovenije o postavitvi azilnega doma na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje, so se v soboto ponovno zbrali na protestnem shodu. Okoli 1000 glava množica je vladi želela sporočiti, da je predlagana lokacija azilnega doma neprimerna za bivanje migrantov. Zaskrbljeni pa so tudi za lastno varnost. Na protestnem shodu so se jim pridružili tudi traktoristi, ki so se zapeljali ob zbirališča pred parkiriščem nekdanje lesnine mimo gasilskega doma Obrežje čez avtocesto in nato nazaj proti izhodišču. Današnja pot je bila malo drugačna. Namen tega mostu, srečanja gor na mostu, je dejansko, da se pokaže, ko dobrih 300 metrov ostane od te lokacije, kjer smo bili, v nov azilni dom. Argumenti, da je področje nenaseljeno, ne pijejo vodo, tam so kamioni, tam je promet. To je bila dejansko naša slika. Če že oni ne vejo, kaj mislijo to umestiti, smo jim danes pokazali tako, da vidijo, da njihovi argumenti niso dobri in da upam, da bojo svojo odločitev čim prej preklicali. Tega doma ne bo, če pa bo pa goro. Mislim, da nas je bilo prek 1000 udeležencev, s tem, da je bilo veliko število traktoristov, ki so pokazali, ki so se nam pridružili, z tem svojim prisostvom so tudi pokazali, da nasprotujejo tej vladni odločitvi. In naši krajani so tudi hoteli še z bolj rigoroznimi pristopom, vendar smo smatrali, da ni potrebno, da idemo reči na demokratični način z mirnim protestom in s temi protesti bomo nadaljevali. Upam, da bojo padli na plodna tla v parlamentu, v vladi, tako da pričakujemo, da se bo vlada pozitivno odzvala na naše postopke, kjer so legalni. In upam, da ne bo prišlo do tega, da bi tale dom postavili na mejnem prehodu Obrežje. Tukaj sem zaradi za migrantov, da prezila, da ne bi bilo. Ne? In proti tem smo in zato smo tukaj. Ne? In to bi bilo to vse za nas vse dobro. Ne? Sej nimam ne bi rekel proti tem migrantom, ali tega se je toliko nabralo, da, kaj bi rekel, pač da smo se to zbrali tu. Ne? In to bi imeli, kaj bi rekel, da bi imeli to največ, da bi imeli to svoj mir. Ne? In pač narod se, kako vidim, kako čujemo, se pogovarjamo, se pač bojijo. Ne? Pač niso bi rekel vsi napačni ljudje, spravim temu. Ne? Samo je pač kot tega se je res mnogo nabralo in to je velik strošek tudi. Zdaj, ko gledamo na to, to je to. In to smo zdaj tu zbrani, malo tu, da... To, kar se zdaj nam dogaja, se bo lahko jutri dogajalo v marsikaterem drugem kraju in marsikdo se ne zaveda, da se danes ne borimo samo za naš kraj, proti tem azilnim centrom, ampak se borimo dejansko tudi za druge slovenska mesta in pa tudi za Slovenijo. Seveda, tu je bilo pomembno, da cela Slovenija vidi, da to ni neko območje zapuščeno, to je takoj ob vaseh, veliko število prebivalstva je tu. Iz tega mejnega prehoda tudi ni nobene prave povezave na vse lokalne ceste, tako da ne vemo, kot bi se ti migranti sploh premikali nekje po stranskih poteh, da bi prišli do prvih hiš. Tam bi pa, kot vemo vsi, da to ni najbolj primerno, da ti tuji ljudje se potikajo nekje po vaseh, kajti tu ni nekih nakupovalnih središč, ki bi lahko kaj se bili, tako da smatramo, da je to skrajno neprimerno tudi za njih, kot za nas. Največji problem pri tem je, da je najprej vlada sprejela sklep, potem nas pa pokliče in nam pove in pravi, da je to pogovor. To ni nebeno pogovarjanje, ampak je samovoljna odločitev in nas seveda to spravlja v drugorazredne državljane. Naj povem seveda, da nam sploh še v tem trenutku ne želijo niti povedati,
kakšne količine bojo teh azilantov, ki jih tu želijo, koliko jih bo, kako bo potekala varnost. Čeprav moram reči, da od leta 2015 je bilo vedno rečeno, da če bo prišlo do nekega navala, novih, še večjih števila, ne mora biti registracijski center in pa azilni center skupaj, ker so to dve različne dimenzije. Glejte, mi bomo z temi protesti nadaljevali, v kakšni obliki bomo obveščali vse medije, tako da naši ljudje so ogorčeni nad tem in želijo, da vlada prekliče ta svoj sklep. Moram priznati, da z današnjo udeležbo smo tudi zelo zadovoljni, kljub temu, da je več drugih dogodkov v občini, imamo čistilne akcije, Planica je tukaj, slovenski praznik, kljub temu se je zbralo dosti ljudi, signal je še enkrat poslan, stopnjujemo naše aktivnosti, dokler ne pridemo do končnega cilja. Vlada, pozivamo vas, zresnite se, vzemite naše argumente resno in prekličite vašo odločitev o azilnem domu na Obrežju. Še enkrat, pogoji, kamor mislite dati begunce, so nečloveški, nehumani, obstajajo veliko boljše primerne lokacije drugje po Sloveniji. Tako da naš signal je resen, prosim, sprejmite to kot resno opozorilo, da se ne bomo ustavili tukaj, kjer smo danes. Ker je marec mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, so pri Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Krško v petek v Kolandiji Krško organizirali dogodek, ki so ga poimenovali Svitov dan. Na njem so obiskovalcem izmerili krvni tlak in sladkor, na stojnicah pa so predstavljali pomen zdravega življenjskega sloga in programe Zora, Dora in Svit. Ambasador programa Svit Bojan Cizelj je odkrito spregovoril o svoji izkušnji z rakom na debelem črevesju in pozval k še večji odzivnosti o prejetju vabila v program Svit. Danes organizujemo Svitov dan. Mislim, da se mi zdi pomembno, da se o teh stvarih govori in takšni dogodki so priložnost, da se pač ljudi opozarja, ozavešča o pomembnosti vključevanja v programe, kot je program Svit. Ambasador programa Svit sem dobro leto in pol, za to sem se odločil, ker sem sam dal to izkušnjo skozi, vem, kaj to pomeni. Poznam tudi tiste pomisleke nekaterih glede vključevanja in seveda poznam pa tudi rezultate dobrega in uspešnega odziva in zdravljenja te bolezni, če je potrebno seveda. Na stojnici opravljamo meritve krvnega sladkorja in pa krvnega tlaka. Zelo pomembno je, da vsak posameznik pozna normalne vrednosti, svoje vrednosti krvnega tlaka in pa krvnega sladkorja. Povišan krvni tlak in pa krvni sladkor sta dejavnika tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, še posebej, če so tu prisotne tudi zvišane maščobe v krvi in pa nezdrav življenjski slog. Mi smo tukaj v Kolandiji prisotne enkrat mesečno, tako kot danes z meritvami in tudi naključno odkrivamo vrednosti, ki odstopajo od normalnih vrednosti in potem takšne osebe tudi usmerimo k osebnim zdravnikom, ker največkrat ljudje tukaj pri povišenem krvnem tlaku in pa povišenem krvnem sladkorju sploh so začudeni, ker ne vedo, da sta le ta dva dejavnika povišana, ker v začetku ne povzročata nobenih težav. Na stojnici pa tudi ozaveščamo o državnih presejalnih programih, kot so Zora, Dora in Svit, in o pomembnosti udeleževanja le-teh za ohranitev lastnega zdravja. Absolutno bi pozval vse, da se vabilu odzovejo, ne glede na to, če imajo kakšne svoje zadržke. Mislim, da je vsem nam naše zdravje najbolj pomembno in pomembno je, da se tega zavemo v pravem trenutku, ne potem, da se že težave začnejo, ampak dajmo se tega zavedati takrat, ko je priložnost, da nekaj naredimo na tem področju.
V Leskovcu pri Krškem so odprli obnovljen objekt na ulici 11. novembra, v katerem si prostore delita Dom krajanov in gasilski dom prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem. Obnovljen oziroma rekonstruiran objekt je plod sodelovanja Mestne občine Krško, Mestne četrti Leskovec pri Krškem in prostovoljnega gasilskega društva Leskovec. V skladu z dogovorom, ki so ga septembra 2021 podpisali občina, krajevna skupnost in domače gasilsko društvo, je projekt obsegal izgradnjo prizidka, v katerem so danes nove garaže za gasilska vozila in prostori za prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa je projekt obsegal tudi obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane. Lahko rečem, da danes za vse Leskovčane, tudi sam sem Leskovčan, dejansko pomemben dan. V končni fazi je dozorela in predana svojemu namenu dolgoletna želja. Naše krajanke, krajani so dobili lep dom krajanov, ki daje prostor mnogim društvom. Dobili so lepo kulturno dvorano za nastope raznih izvajalcev, tako gledališčnikov kot pevcev. Skratka, dobili smo nove prostore na naše prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem, da se bodo še bolj lahko družili, aktivirali, izobraževali. Skratka, dan, ki bo ostal zapisan v zgodovini Leskovca z velikimi črkami, lahko rečem. Vesel sem, da sem kot Leskovčan, kot župan imel to čast, da sem ta današnji dogodek lahko tudi otvoril prostore in seveda normalno, da kot domačina, ki je v bistvu v teh dvoranih, v teh prostorih dolga leta v bistvu ustvarja tudi na področju kulture, da prejela neka posebna čustva in mimo tega ne moreš, tako da skratka verjamem pa, da bo ta dvorana, ti prostori živeli v polni meri in da bojo na polno izkoriščeni. Jaz mislim, da smo v Leskovčalah izjemno zadovoljni z to pridobitvijo. Pridobili smo dvorano, lepa je, pridobili smo dodatne prostore. Gasilci so pa tako rekoč dobili skoraj nov gasilni dom, imajo dovolj prostorov za svoje aktivnosti. Prepričan sem, da bodo ti prostori ratali tudi naš dom, ker v njem se bo dogajale stvari. Že jutri je prva prireditev, 26. je naslednja prireditev, v maju so Bogotajevi dnevi, tako da ta dvorana je glih prav velika, da vabi marsikoga, ki ne potrebuje dvorano 200 ali več sedežev. Občutki so super, je pa to ena naša obveza, da bomo vse to lepo vzdrževali. Hkrati pa upamo, da bodo ti novi prostori pripomorali k temu, da bomo dobili tudi veliko novih mlajših članov. Podmladka, ki bo nekako čez leta potem nadaljeval to naše delo, to naše poslanstvo, da varuje krajane in pa krajanke mestne četrti Leskovca pri Krškem. Pred osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova so na Svetovni dan voda 22. marca podpisali in s tem po 17 letih obnovili ekolistino in naziv Ekošola. S tem dejanjem so želeli spodbuditi otroke vrednotom trajnostnega in ekološkega načina življenja. Učenci in učitelji so uvodoma pripravili program v športni dvorani. Sledil je slavnostni podpis ekolistine, ki so jo izdelali iz lesa, saj v mreži Ekošol velja, da vsaka šola oblikuje listino na svoj način. Ker gre za zavezo šole in lokalne skupnosti vrednotom trajnostni in ekologije, so poleg župana in ravnateljice podpisali listino še predstavnik javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., predstavnik sveta šole, predstavnika krajevne skupnosti Kapele in Dobova, koordinatorice projekta iz centralne šole, podružnične šole in vrtca ter predstavnica učencev, petošolka Ela Torkar. Naša šola se je po 17 letih odločila, da obnovi zavezo s pomočjo ekolistine. Na tej ekolistini smo spodbudili otroke k temu, da se držijo nekih novih vrednot, ki ustrezajo današnjemu času. Želimo si namreč otroke od malega spodbujati k temu, da naredijo čim več za ta trajnejši in ekološki način življenja. Ekološki projekti, ki jih že vodimo nekaj let od vrtcev in vseh razredov osnovnih šol z različnimi tematikami, predvsem
posvečeni torej pravilnemu ločevanju odpadkov, pravi poti odpadka vsakega, kaj lahko tudi kasneje koristno uporabimo. Izdelujemo na teh delavnicah tudi razne izdelke iz odpadkov, tako da že nekaj let to uspešno izvajamo. Predvsem pa tudi ob dnevih vode ali pa svetovnem dnevu zemlje. Takrat so še posebej pomembni te projekti, ki jim prikažemo tudi vse aktivnosti, tudi vozila, s katerimi delamo naše storitve in pa predvsem velik poudarek naši pitni vodi, ker vemo, da imamo v občini Brežice zelo kvalitetno pitno vodo. V tem šolskem letu do podpisa smo nekako izpeljali vse glavne projekte, torej vodo, energijo, hrano, kar smo tudi predstavili na stojnicah. Uporabili smo tudi odpadke kot učni pripomoček. V naslednjem šolskem letu pa bo glavni poudarek na izdelavi in izvedbi učilnice v naravi. Že nekaj let si prizadevamo, da bi tu zunaj imeli učilnico na prostem in letos je občina Brežice prisluhnila naši želji in je v proračunu zagotovila sredstva, da bomo dobili tu zunaj tudi učilnico na prostem. Občina Brežice vedno zagovarja, da če želi biti občina prijazna za življenje naših občanov in pa seveda tudi vseh turistov, ki prihajajo k nam, zato smo tudi imamo listino zelena destinacija in seveda smo zelo bogati tako z rekami, smo bogati s kvalitetno pitno vodo in pa tudi z neokrnjeno naravo. Zato za nas je izjemnega pomena seveda, da tudi pri tem sodelujemo vsi, od šol, vrtcev, potem tudi drugih inštitucij. Tako imamo že v občini Brežice ponovadi prireditve brez odpadkov, imamo namen kot zdravo mesto, veseli me pa, da se tudi šole tu vključujejo kot ekošole, ki z svojimi akcijami spodbujajo in pa ozaveščajo najmlajše. Vemo pa, da velikokrat najmlajše ozaveščajo tudi nas starejše in seveda zato sem vesel in podpiramo vse take napore vseh šol, ki spodbujajo predvsem zdravo, kvalitetno življenje in pa ohranjanje narave ter seveda tudi to ekosistem oziroma ekošole. Moramo ločevati odpadke, da bomo za prihodnje naše otroke in naslednike, da bomo imeli čisto okolje za njih, da varčujemo s pitno vodo in da nimamo naravnih odlagališč, da se večino probamo voziti s kolesom, da ne uporabljamo avtomobile. V okviru ekošole deluje tako matična šola kot podružnična šola kot vrtec. V tem projektu oziroma projektih ekošole sodelujejo vsi učenci in otroci iz vrtca. Vse skupaj nas je okoli 400, nekaj manj kot 400 otrok. Nad cvetno nedeljo, zadnjo nedeljo pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, so v Društvu ljubiteljev motorjev Matija Gubec na igrišču pred športnim društvom Dolenja vas organizirali blagoslov motoristov. Predsednik društva Matjaž Gomilšek je pojasnil, da običajno blagoslovijo motorje, letos pa so se odločili za blagoslov motoristov in motorjev. Poglejmo. Ja, danes smo na drugem srečanju blagoslova motoristov v Sloveniji. To se pravi, vsi imajo blagoslov motorjev, mi smo se odločili, da imamo blagoslov motoristov. Mi smo Društvo ljubiteljev motorjev Matija Gubec iz Krškega. Sedež našega društva v tem kraju, zaradi tega, ker tudi na tem prostoru, ki smo danes, organiziramo vsako leto, to je že 8 let zapovrstjo, organiziramo srečanje
oziroma kostanjev piknik za društvo Sonček, za te invalidne otroke. In smo se odločili, da ravno na tem prostoru organiziramo tudi srečanje ljubiteljev motorjev oziroma blagoslov motoristov. Naše društvo šteje 70 članov, združuje pa ljubitelje motorjev oziroma motornih koles ali motorjev. Imamo od skuterjev, mopedov, štirikolesnikov. V glavnem naše društvo združuje vse ljubitelje motorjev in pri nas so vsi dobrodošli, kdor se želi k nam včlaniti, lahko včlani. Ampak mi bi želeli posebej motoriste osveščati, da mi smo tisti, ki motorje vozimo. Ne, da mi blagoslovimo motorje, ker motorji za svojimi konji, za svojo močjo, ko jo imajo, niso nič krivi na cesti. Mi motoristi smo tisti, ki motorje vozimo. In mi želimo povedati vsem, da se oni, oziroma da se mi, motoristi, znamo na cesti obnašati. Nuklearna elektrarna Krško je v februarju proizvedla 510.156,45 megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486.006,7 megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,75% večja od načrtovane. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v februarju segrevala povprečno za 1,5 in največ za 2,4 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,1 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Ob 200. obletnici rojstva gospodarstvenice, mecenke in dobrotnice Josipine Hočevar v Krškem z nizom dogodkov in prireditev letos obeležujemo Josipinino leto. Osredotočali se bodo predvsem na različne dogodke in projekte, ki bodo organizirani v spomin na njeno zapuščino, vključno z literarnimi večeri, razstavami in predstavitvami knjig. Poseben poudarek bo na ozaveščanju o njenem pomenu za slovensko književnost in kulturo. Bili smo na novinarski konferenci, kjer so aktivnosti in pomen obeležja podrobneje tudi predstavili. Josipina Hočevar je bila ženska 19. stoletja, zase je pravila, da je dobro gospodinjila, ampak je odlično gospodarila. Če sledimo samo njenim oporoki, njenim volilom, gre za res ogromno denarja, za 16 štipendijskih skladov, za izjemna volila, ki so bila izvršena, katerih sledimo še danes. Gre za prenove cerkva, gre za prenove šol, gradnje šol, nakup zemljišča, gre za izboljšanje šolskih razmer v Radovljici, v Krškem, se pravi izjemna dobrotnica, ki je bila tudi zahtevna, ampak hkrati pa je res dobrotljiva, predvsem na področju šolstva, pač vere, ker je bila zelo verna in nekega napredka mest. Ob 200. obletnici rojstva Josipine Hočevar se bomo tudi v Mestnem muzeju Krško dostojno spomnili te obletnice in v sodelovanju z avtoricama razstave, ki je stalna razstava v Mestnem muzeju Krško, ta dan obeležili s prehodom skozi mestno jedro, od Bonove hiše, mimo Hočevarjevega mavzoleja do Hočevarjevega trga in ga potem zaključili v Mestnem muzeju Krško. Sprehod bo vodila sodelavka dr. Helena Rožman. Na dogodku pa bosta seveda delo in življenje Josipine Hočevar predstavili avtorici Alenka Černelič-Krošelj in magistra Tita Porenta. Ravno praznovanje oziroma imenovanje Josipininega leta v Mestni občini Krško pove razloge, zakaj. Zato, ker je bila dejansko pomembna kot mecenka, kot prebivalka občine takrat Krško, kot nekdo, ki je pustil globok pečat v tej naši ožji in tudi širši skupnosti. Zato smo tudi k sodelovanju povabili širšo, tudi muzej iz Brežice. Brežic, skratka, pomembnost se izkazuje na ta način, da se tako osebo spomnimo, da je obudimo njena dela, obudimo njeno življenje in mislim, da prav je, da našim zanamcem predstavimo njeno dobrobit, ki ga ustvarila v tem našem okolju.
Center za podjetništvo in turizem Krško tudi letos v soorganizaciji s partnerji Valva Zorjevo knjižnico Krško in Javnim skladom za kulturne organizacije območna izpostava Krško organizira družinski piknik v parku, ki bo letos namenjen Josipini Hočevar. Pri tem pa nam bodo pomagali Posavski muzej Brežice in Mestni muzej Krško s vsebinami. Sam zabavni program se bo začel ob 17. uri v soboto 8. junija. Najprej nas bo razveselil Ribič Pepe, potem pa tudi večerni koncert z Andrejem Šifrerjem. Vse skozi pa bodo otroci lahko spoznavali lik Josipine Hočevar skozi različne vsebine, zgodovinske in tudi v bistvu živo, kajti Josipina Hočevar se bo sprehajala tudi po parku, tako da bo otroci lahko tudi poprašali o njenem življenju, o delu, tako da res pričakujemo, da bo en tak lep dogodek. Popestrili ga bodo tudi ponudniki lokalnih dobrot. Morda pa to komu malo v poduk, malo v razmišljanje, da takih ljudi vedno manjka in da z neko dobre volje lahko tudi danes smo dobrodejni in pomagamo sočloveku in pa sokrajanu, someščanu pri njegovih težavah in pri njegovem delu. To je vse, kar smo vam pripravili tokrat. Sledimo dogodkom in se gledamo ponovno prihodnji teden. Hvala za pozornost in lep pozdrav.